Tale vlog je spet nazaj v mehni hiški, po full aktivnem poletju, potem ko sem šla na 2 peš turi po Istanbulu, po full dogajanja, se čuti, da se življenje malo umirja. In posnela sem eno moje dopoldne v Zidančki in se odločila, da bom čez dala kar en voiceover na tak način, kakor da bi enemu prijatelju ali prijateljici pošiljala voice message. Na to sončno dopoldne sem videla, da si želim malo stabilizirati life in sem malo pometla, malo sem pospravila okrog hiše, kuhna je bila v razsolu, tako da sem pa še tega se lotila. Počistila sem najino omarico s čaji in s kavami, ker zdaj res prihaja v obdobje, ker že kar vidim, da bova 2-krat na dan delala s Klemom si čaje in take in drugačne. Opažam, da nujno rabim balansirati tukaj med tednom, letem naokrog, tukaj me po več časa skupaj ni doma. Recimo, ko sem bila v Istanbulu, pa potem sem fotkala eno poroko 14 dni nazaj. Vse tu potem na drugi strani želim zbalansirati s tem, da uredim dom, da sem doma, da pač nikamor me ni za spraviti, res. In tu zaenkrat ful lepo funkcionira. Temu potem spada tudi urejanje hladilnika in hrane, za katero valjda skrbim, da se nič stran ne vrže. Moj brat mi enkrat na tem pripelje gajbico zelenjave, nekaj imam pa tudi svoje zelenjave in sem razvila kar eno tako navado, da vedno, ko mi pripelje gajbico, vse zložim ven, obrišem in potem preverim, kaj je treba nujno uporabiti. In za ta dan sem si prav zamislila, da bom nekaj zelenjave okuhala v cicimici, torej v to omako, kjer so not random stvari in jo potem pozimi je pač ful dobra, ker jo lahko uporabiš na več načinov, vam bom malo pokazala. En del sem pa hotela narediti pikantne omakice. Tako da tle lahko vidite, kako lepi so paradajzi še vedno, čeprav sem tole snemala v začetku oktobra. Ne moram verjeti, da niso prav nič še kašasti, tole sonce jim res dobro dene. Tudi padavin ni veliko to jesen, kar jaz še posebej opazim, ker imala sem 1 kubik veliko šterno in take suše, kot je letos, tako pomanjkanje padavin, midva nisva še doživela, pa že 3 leta tle živiva. Tako da ja, očitno to vpliva dobro na paradajske in res so sočni, sladki, vrhunski. Glede na vremensko napoved, ki se zdaj kaže, bo pa najbrž tudi tega obdobja kmalu konec, tako da sem z ekstra guštom jih poberala. Potem pa tle še buče, z bratom sva nasadila kar nekaj buč, nekaj teh navadnih, pa nekaj muškatnih, pa nekaj hokaido. Kljub temu, da je letos baje ful slaba sezona za buče, se jaz nimam kaj zaprtožvati. S takimi pridelki oziroma s tako zelenjavo je tudi ful malo dela, tako da za vse tiste, ki ste leni vrtnari, tako kot jaz, vam priporočam nasaditi recimo eno bučo nekam naslednjo sezono. Boste videli, kako fajn je, ko nekaj zraste, pa absolutno nič niste rabili narediti ničev. Za osvežitev nujno kombuča in pa sem se kar spravila na delu. Jaz si res zadnje čase vzamem prav čas, ko delam v kuhinji. Vsaj se lepo pospravim in potem gremo na delo. Tudi se mi zdi del mojega odraščanja tudi, da lep shranjujem stvari v hladilnik, ker včasih sem tu bulala not, pa je bilo eno čez drugo, zdaj bo vse tako lepo v posodica. V glavnem. Zdaj bom malo zažela, kako si jaz lotim te cicimici. Vedno je malo drugačne, kot sem rekla, cicimici je izum moje mati, ko je ugotovila, da je fajn zelenjavo vlagati za čez zimo in da pa so tu vedno raznoliki pridelki, da tu ni neka receptura, tako ko ne vem, pa bi bila neka receptura. Sataraš, recimo, sataraš ima specifično zelenjavo not, ne, v cicimici pa daš pač kar imaš. In jaz sem najprej se odločila, da bom v enem loncu pokuhala paradižnik in bom iz tega naredila v bistvu tako paradižnikovo omako, ki jo bom potem na koncu tudi zblendala. Ja, pa tale paradajzek je vmes bil za solatko pripravljen, da bom imela pa za malce.
Torej, ideja je bila, da jaz v enem loncu naredim paradižnikovo omako, ki jo bom potem s paličnim zblendala in ta omaka bo šla na pol. En del bom dala cicimici, en del bo pa za pikantno omakico z feferoni, ki ste jih tudi lahko videli. Torej, za cicimici sem pa v drugem loncu začela pražiti bučo. Ena buča mi je ušla in je bila vlesenela, tako da sem jo fino obrezala. Zelje sem dala not, ker mi je pol glave zelja je v take ovenele. Kolerabo, nekaj paprike. Moj brat ima letos na vrtu toliko paprike, da pač ne vem, če sem v lifeu že kdaj pojela toliko paprike kot to sezono. Tako da sem vse to dala kar pražiti na mičkeno olje in fino premešala pač tu, tako da malo barvo dobi. Mislim, da sem dala noče brokoli, pa ne vem, če še kaj drugega. V glavnem, ko je paradajž lepo povrel, sem jaz to vse zblendala in potem sem dala polovico te omake, kar lepo not v lonec k cicimici. In tisto se je pa še malo kuhalo, pa malo sem z vodo zalila. Dodala sem pa tudi sol, pa ne vem, če sem sploh kakšne začimbe. Možno sem tudi, chili con carne, neka mešanca začimbi z Lidla. In sem pustila se še malo pokuhal, vmes sem pa še lončke dala v pečico, da se sterilizirajo. Zdaj, ko pride do komposta in organskih odpadkov in vsega, kot vidite, je pri naši hiši tega res veliko, no? Ker vsa zelenjava je domača in pač teh odpadkov pol se kar nabere. Tako da jaz imam zdaj po ta novem bokaši, ki ga posujem z enimi takimi granulami, pač te organske odpadke in pol v bistvu dobiš ven tekočino, ki je ful dobro za odstoke, pa tudi za rastline. In ja, tu zdaj jaz testiram in zaenkrat sem navdušena. Ful mi je fajn, da vse te v navednicah odpadke še v neki uporabimo lahko. Ko je bila cicimici lepo pokuhana in pač vse lepo je bilo ready, dober okus, sem tu flaširala in potem dala pasterizirati v pečico. Pikantne omakice sem se lotila pa kratko od oka. Najprej hotela sem, da je tekstura res smooth, zato sem vse dala čez cedilo, sem si pomagala kar z temle kvajžetu. Vedno pozavim tako izraze govoriti. In potem sem dala nazaj v lonc, dodala sladkor, kar izdatno količino rjavega sladkorja, domač kis, pa solila sem in se je tu še malo pokuhalo in rezultat je taka sladka, kisla, pikantna omakica, ampak nisem pa hodila, da je preveč kislo, ker pri tabasco tu recimo me je vedno motilo, ker je bilo ono. It was just too much. In medtem, ko se je tudi omakica pasterizirala, je bil čas za eno zasluženo malčko, potem je prišla še moja mati na obisk in smo šle hoditi v hrib. Tako da tu je bil dan, ki je bil preživeti prav na tak način. Kakor si želim preživljati dni, kadar sem doma, kadar želim, da se life umiri. Ta jesen res je čudovita, res je ful fajn in upam, da tudi vi uživate v teh neskončnih sončnih žarkih. Tu če dan cenzuro čez. Cenzura je kaj? Čeprav se mi zdi na nedeljo, ko bom tole objavila pod dež. Lepo se imejte in se vidimo v naslednjem videu. Čau!